Pri svojem delu se vedno znova dotikam vprašanj, katerih kraljica ali pa njene knjige so Biblija, ko govorimo o odvisnosti, ko govorimo o travmah. In zato mi je danes v neizmerno veselje, da je doktorica, psihologinja, na koncu koncev terapevtka, predavateljica, doktorica Sanja Rozman, moja gostja. Dober dan želim, dobrodošli. Dober dan, naj popravim, nisem psihologinja, sem Psihiater. zdravnica, Zdravnica? tudi psihiatrinja ne, Ne? ampak v bistvu psihoterapevtka pa sem. Okej. A pa se vam zdi, da zdaj v tem času ali pa v tem obdobju več terapirate? Ne, jaz toliko terapiram, kot zmorem, ne pa ker potrebe je več. Ne, in pač to kroji, kolikor jaz zmorem. Na kakšen način, ne? Ja. Kaj bi rekla, da je glavna ali pa rdeča nit ali pa vstopna točka, pravzaprav zakaj ste se znašli v tem svetu, ne? Kot zdravnica verjetno ta širši aspekt, širši pogled, potem pa ste našli svoje poslanstvo ali pa svojo vizijo, svoje delo znotraj tega dela. Kaj bi rekli, da je kljubovalo temu? Jaz sem že na medicino šla, zato ko me je zanimalo, kaj je to človek. In potem sem videla, da pravzaprav medicina nima odgovorov pravih na to. In me je zanimalo, potem sem šla naprej iskat v teh psiholoških znanjih, psihoterapevtskih. Se mi zdi, da šele skupaj lahko razumeš tudi telo. Konec koncev vse telo ni tako zelo ločeno, kakor si mi včasih predstavljamo, je samo en aspekt nas. Ampak je premalo, ne, verjetno samo razumevanje telesa kot telesa. Ta kombinacija obojega je pa tista, ki pravzaprav lahko osvobodi ali pa razume. Pravzaprav so 4 dimenzije tega, kar rabiš, da razumeš človeka. Eno je telo, to sva rekla, eno je psiha, to je tudi pomembno, pol so pa še odnosi, pa duhovnost, ker je še nekaj, kar je več kot to čist neposredno, kar mi smo, ne, nekako smo vpeti v nekaj večjega. Ampak velikokrat se postavlja tukaj vprašanje, tisto, kar ne znam izmeriti, kar ne znam znanstveno dokazati, kar ne znam prešteti, če lahko tako rečem, počasi zanemarjamo ali pa odrivamo na stran. A se vam zdi, da je primerno in prav, da nagovarjamo tudi tisto, česar se, če rečem tako, ne da izmeriti? Psihe se ne da izmeriti, da se jo pa izkusiti. Vsak od nas ima izkušnjo svoje psihe in lahko sklepa, da imajo tudi drugi kaj podobnega v sebi. Imamo neki notranji svet in ta notranji svet v veliki meri kroji to, kar mi sploh smo in kaj mislimo, da smo. Bi rekla, po moji izkušnji, veliko večji meri, kakor recimo zunanji svet. Zato, ker vidim, da različni ljudje v isti situaciji lahko vidijo čisto nekaj drugega in to je odvisno od tega, kako si oni razlagajo ta svet. To je pa seveda spet rezultat tega, kaj vse so se naučili od prvega oddiha naprej in nalagali v neko svojo notranjo knjižnico spomina in iz tega bolj vlečemo. In to je tisto, kar nas bolj opredeljuje. Ne moremo, saj pravim, tudi elektrike ne moremo videti, vidimo pa njene učinke. Tako da. Ampak, a bi rekla, da je telo v bistvu neki reflektor ali pa prikazatelj, na koncu koncev neka zdravstvena situacija, prikazatelj tega, kar se v nas samih dogaja, na našem, ne vem, energetskem nivoju, na našem duhovnem nivoju? Gotovo, telo je ena manifestacija našega življenja, ne, pač v materialnem planu so pa še druge. In telo je mogoče najlažje izmeriti, to pa še ne pomeni, da je edino pomembno. Kako pa zaznati, a ne, jaz velikokrat, na primer, ob mojih obiskih na Baliju, velikokrat te vaški domači zdravilci razlagajo o tem, ne, da telo pravzaprav je posledica nečesa, kar se v nas samih dogaja že toliko in toliko in toliko časa, veliko prej, preden telo to pokaže, ne. Saj to vsi mi vemo, meni so prišli pacienti, še ko sem kot zdravnica delala, pa so rekli, to in to me boli, ne vem zakaj. Jaz sem pa rekla, če ti rečeš, ne vem zakaj, to pomeni, da razmišljaš, zakaj iščeš povezave, ne.
ti ljudje na Baliju verjetno imajo prednost, da upajo videti tudi tisto, česar ne znajo dokazati in izmeriti. In šele to je cela slika oziroma izpopolnjena slika tega, kaj pravzaprav v tem vesolju je toliko tega, kar ne znamo izmeriti, da pravzaprav tipamo v temi. Ampak, ko bi rekla, ko se srečujete ali pa ko ste v stiku, v tem poslovnem stiku, ne, ali pa v tem svojem delovnem okolju, a se vam zdi, da je ta človeška zavest vedno bolj jasna v tem, da obstaja še nekaj več, da delamo na sebi, da so to neki treningi spoznavanja samega sebe ali pa preizkušnje, tako kot ste prej lepo rekli, v knjižnici življenja, ne, se je nabralo toliko in da smo mi rezultat vsega tega. A je zavedanje že dovolj močno, da pravzaprav temu polagamo dovolj pozornosti kot družba, kot posameznik v družbi? Jaz ne vem, kaj je to dovolj. Mislim, da gre na boljše, ampak saj nimamo nobenega merila za to. Ampak se mi zdi tako, da je včasih, da je mogoče še eno obdobje nazaj bilo to nekaj skoraj sramotnega na koncu koncev, ne, ko si rekel psiholog, psihiater, terapevt, ne, nekaj narobe s tabo, ne. Da so pač ljudje, ki niso normalni, da so pač nori in da jih tisti, ki grejo po psihološko ali pa psihoterapevtsko pomoč, da je z njimi nekaj narobe. Jaz vam povem, da je včasih več narobe s tistimi, ki ne grejo po pomoč, zaradi tega, ker oni drugi se vse trudijo izboljšati, se trudijo videti, kaj je narobe in prevzamejo odgovornost za to in to ni glih noro. A pri tistih drugih, ne, lahko razumemo, da gre za neko stopnjo zanikanja, neko stopnjo nedovoljevanja pravzaprav, da bi pogledali Jaz zelo težko govorim na splošno o ljudeh. Jaz sem se naučila, da čim ti ljudje v en predalček zmečeš, da zignoriraš več, kot pravzaprav se naučiš. So posamezniki taki, so posamezniki drugačni. Jaz vidim v osebnem razvoju ljudi, ko pridejo recimo v postopku okrevanja, ko grejo od tega čisto zasvojenskega načina življenja do nečesa bolj globokega in bolj odgovornega, da je to neka osebna rast. In tu vidim, bi lahko rekla, v osebnem razvoju ljudi vidim neko stopnjo napredka. Ne morem pa zdaj za človeštvo govoriti, ker nimam teh podatkov. Če pa vas vprašam, ne, pa bom nesramen, pa bom posploševal, ne, v kateri stopnji, ne, ko ozavestim na neki način, da imam težavo, v kateri stopnji sem jaz v resnici pripravljen na neki proces? Kdaj transformacija ali pa neke spremembe? A je to, obstoja neka točka, da moram res pasti na dno, ali se ljudje ozavestimo že prej? Kakšne so vaše izkušnje? Kako vidite, kdo so ljudje, ki potrkajo na vaša vrata? Ta točka dna je zelo močna. Je pa več teh točk, ne. Ti prideš do enega dna, pa si resetiraš kriterije, pa spet čakaš do drugega dna in tako je še veliko nadstropij, kakor lahko padeš. Odločitev prevzeti odgovornost za to, da nekam greš, je pomembna, ne. Pomembno je pa tudi to, da imaš sploh izkušnjo, da se to da. Ali pa da imaš zavedanje, da se to da. Ker meni je najtežje s tistimi klienti, ki nimajo izkušnje, bom rekla, ljubezni, da bi nekdo res skrbel za njih na tak ljubeč način, ampak od kod naj vlečejo recimo pozitivno izkušnjo, če niso nikoli tega doživeli. To probamo z meditacijo popraviti, ampak sigurno to je šele sekundarno, ni najboljše. Še naslednja stopnja, ne? Ja. A je razlika v tem, če vkorakam z nekom v vašo svetovalnico, če vkorakam sam, če nekdo drug pride urejati stvari za mene, verjetno se tudi na podlagi tega da diagnosticirati, v kakšni stopnji oziroma v kateri fazi je posameznik? Kot prvo, jaz nimam svetovalnice, zato ker ne verjamem v dobre nasvete, ker ne delujejo. Aha, okej. Ampak samo drill pa delo. Imam program in ta program je drill, je utemeljen na izkušnjah 35 let in še prej od drugih ljudi pametnih, od katerih sem se učila, in deluje kot celota.
In, ta program je zelo jasno napisan v 9 knjigah, ki sem jih jaz napisala in še na spletni strani, in kdor pride k meni, pride zato, ker se vidi v tem programu. In to je potem naš dogovor, ne, se pravi, ne gre tako, da bi zdaj jaz vsakemu individualno, seveda so prilagoditve, ne moreš ti za nekoga, ne vem, imamo samohranilko pri 35 letih, pa nekoga pri 60 letih, ki je zasvojen, recimo, ne moreš dati iste kriterije. Ampak za vse velja, da, ene splošne značilnosti, in to glavno je to, kar sva prejle rekla, da moraš nekaj narediti na telesnem, nekaj na psihičnem, nekaj na, odnosnem in nekaj na duhovnem Vse 4 področju. aspekte. Vse to, a veste, kako je tisto, po principu najšibkejšega člena, če nekaj spustiš, potem se ti tam ustavi. In cel sistem ne gre naprej. Zato pa tisto, kar ti je najtežje narediti, če narediš vsaj malo, je večja razlika, kot pa če tisto, v čemer si ful dober, ne, pridejo kakšni pa pravijo: "Jaz že tečem maratone pa bicikel pa, ne vem, Vršič pa to, ni da ni." Ja, kdaj si se pa nazadnje usedel pa meditiral? Tako nekako, skrbimo za ravnotežje vseh aspektov človeka. Drugače se to lahko izrodi spet v nekaj podobno zasvojenosti. Lahko, ravno to sem želel reči, ne, ta Vršič in to kolesarjenje, je to tudi lahko ena Je oblika lahko. droge, ne, neka oblika zasvojenosti? Je zaradi tega, ker pride pri teh ekstremnih fizičnih naporih tudi do sproščanja teh, hormonov adrenalina, kortizola, ki so vpleteni v naše doživljanje ugodja, stresa, travme in tako naprej. In se da s tem popivnati določene, boleče situacije, ne da bi jih rešil. A mi mogoče, ne vem, si predstavljam, da zaradi filma ali pa filmov, dojemanja knjig, ne, mogoče ta besedo travma predstavljamo kot nekaj ultimativnega, neko zlorabo, nekaj fizičnega, nekaj, ne. Jaz si predstavljam, da je travma lahko tudi neki neprimeren komentar oziroma lahko tudi neki komentar, ne vem, otroške risbice, v 3. razredu osnovne šole. Me razumete, kaj hočem reči, ne? Da Razumem mogoče in se ne glorificiram. strinjam. Se ne strinjate, okej. Ne, zato ker, je velika razlika med stresom pa travmo. Recimo ta primer z risbico bi lahko bil stres, in to so take življenjske situacije, skozi katere praktično vsi gremo, in ob tem se naučimo, kako jih premagati. In, poskus, da bi otrokom vse to prišparal, pravzaprav jim ne koristi, ker se morajo oni slej ko prej navaditi na svet, kakršen je, kjer ne bo noben za njimi nosil sendvič s kumarico. Travma pa je neki tak dogodek, recimo, če stres ocenjujemo tako za lažje pogovarjanje, rečemo tako intuitivno od 0 do 10, je travma 10 in čez. Ne, travma je situacija, ko ti, sprejmeš, to pa ne bo šlo skozi, konec bo. Ne, in seveda ni odvisno samo od teže dogodka, ampak tudi od tega, kdo je v tem dogodku in kako si ga predstavlja, ne. Recimo, dala en tak primer, ena moja, klientka je pri 4 letih, so bili doma in so prišli parkeljni rožljat na vrata z verigami in tuliti, pijani so bili, in se jim je strašno zabavno zdelo otroka prestrašiti. Ona je doživela smrtni strah, in to ne samo, da bo umrla, ampak da bo večno pogubljena. In to, je zdaj stvar njene interpretacije. Kakšen odrasel bi rekel: "Saj ni bilo nič, kaj se ti je pa zgodilo?" A ne, ampak ona je imela pa resne posledice zaradi tega. Tako je treba individualno gledati, kako človek doživi to, a ne. Na kakšen način se on sam Ja, v tistem trenutku Ja. s tem velja pa neko prepričanje, ne, da pogosto te travme skrijemo nekam,
jih ne komuniciramo in živimo samo sami z njimi, ne? Ne skrijemo jih, skrijejo se same zaradi načina, kako delujejo možgani, ko so pod vplivom zelo močnega stresa oziroma travme. Takrat spomin odpove, takrat tvorjenje spomina je možganska dejavnost, ki je v situaciji skrajnega stresa odveč, a ne. Razmišljati takrat, ko je gusto, je prepočasi. Takrat moramo instinktivno ravnati in to se tudi zgodi, da takrat nimamo dostopa do vseh razumskih funkcij. Takrat je treba samo preživeti. Takrat gre, točno v tem je bistvo, takrat se preklopi, imamo dva načina delovanja. En je business as usual, ne, vsakodnevni, en je pa maksimalni stres. Se pravi, pripravi se na to, da bo nekaj groznega se zgodilo. In, če poskušate razumeti te ljudi, ki pridejo k meni, pa če že abstinirajo, da se s to navlako sploh ne ukvarjamo, potem je to odspodaj. Njim se je takrat, ko so se ti dogodki, ali ponavadi jih je več, dogajali, ne samo serija, lahko, če živiš v taki družini, vsak dan. Ne. Njim je ostal ta sistem za stres zataknjen na vojno stanje. In njim sirena stalno tuli in oni ob tem tuljenju sirene, da bo glih zdaj nekaj se zgodilo, poskušajo živeti vsakodnevno življenje in jim ne gre. Na vseh koncih se jim škriplje. Kot prvo so kronično preutrujeni, nespeči, v raznih stopnjah bolezni stresa, nezaupljivi do vseh, tudi do tistih, ki jih imajo radi in bi jim hoteli pomagati, nezaupljivi do sveta na splošno. Pred približno, to je zdaj 70 leti, so začeli odkrivati, da obstaja nekaj takega, kar lahko že v prvem letu otrokovem oceniš, ali je vse v redu ali ne. In temu se reče nevarna navezanost. Približno 60% ljudi baje, po raziskavah, ki so jih naredili od takrat, je varno navezanih. To pomeni, da so sami sposobni, tudi če ni zraven nekoga, ki bi jih ščitil, si zamisliti, ja, saj bomo že nekako prišli skozi. A ne? Ampak pol jaz se pa ukvarjam s tistimi 40%, ki pa te izkušnje nimajo. Za njih je vsak, ne vem, glasen pok, Reakcija. zdaj se bo nekaj zgodilo. In si lahko predstavljate, da to vpliva na vse področje. Zato se v moji knjigi, v kateri opisujem to terapijo, reče umirjenost. Ker prvo moramo žogco umiriti, da lahko oni sploh sprejmejo, se prepričajo, izkusijo, da se nič groznega ne zgodi, če nehajo na vse pretege, ne vem, Se truditi. ja, po tistem kolesu od Veverce. Tle se mi zdi, da ke da bi na neki način skozi bila ta neka vojno stanje, skozi Ja. neka vnetna cona, Kot ne. doživljajo oni, Mhm. tudi če ni. Če ni, veste, kaj rečejo? Če ni, vi rečete, fajn, danes je pa dober dan. Ne, oni pa rečejo, Bog ve, to skod bo poletelo. Pa kaj se bo zgodilo? Ja. Nekaj se bo zgodilo. Nekaj se bo ziher zgodilo. In to rezonira v kaj? To konstantno vojno stanje rezonira, da iščemo nek pobeg. Rezonira v tem, da seveda, če se počutiš ogroženega, je vse drugo sekundarno. Se pravi, da se ogromna količina energije in prednost vedno da varnosti. Potem pa pride do tega, da včasih navidezno varnost pomeni nek odnos, ali pa da navidezno varnost pomeni, če si zadet, pa ne čutiš bolečine. In tako potem pride na to šele zasvojenost. Od tehle ljudi, a ne, smo rekli 60% ljudi, mogoče bojo velikokrat pili, pa bojo tudi se napili, pa bojo tudi po robu hodili, ampak oni nimajo razloga, da bi da bi omamljali svoje čute z zadevanjem. Ne. Ti ta drugi pa imajo ta motiv. Ko enkrat doživijo, da
stalno sirena odzadaj tuli in ob primerni dozi nečesa pa za 15 minut ugasne. To je rešitev, ne. In tistih 15 minut, 2 In uri, potem loviš celo življenje, ja. Dajva stopiti na ta segment. Mene vedno znova fascinira ta odvisnost od odnosov. Ja. Ne, meni se zdi, da je to neka situacija, ki se je v tem trenutku tudi zato, ker mogoče sami sebe doživljamo skozi nekoga drugega, mu dajemo neko prepoznavo moči ali pa varnosti, stabilnosti, ki je pa lahko tudi skrita za čim drugim, ne. Ja. Kako sami ocenjujete a se sploh zavedamo tega, da smo ujeti, ali je to ravno trik, da se ne zavedamo, da smo odvisni v nekem odnosu? Da se nam zdi, da je to ljubezen, da se nam zdi, da je to zdrav odnos, da se nam zdi, da je to lep odnos. Ne morem na to odgovoriti ali pa ne. Se ne zavedamo, dokler se ne zavemo, a ne, tako počasi to gre. Kopičijo se posledice so vedno večje, na neki točki se zaveš, najbrž ni cel svet proti meni, mogoče pa jaz kaj narobe delam, a ne. Zavedanje pride pač, ko pride, ko spustiš tisto svojo, kakor jaz najboljše vem, kaj je, ne. Ampak odvisnost od odnosov bi rada nekaj pojasnila, ker ste mi lepo tako nasproti prišel. Tukaj ne gre, da si ti odvisen od svojega moža ali pa od svoje žene ali pa od svojega ljubimca ali pa od nekoga, ne vem koga. Ne gre za osebe. Tukaj gre za to, kot ste prejle rekel, da ljudje naj bi imeli lokus zavedanja, kdo sem jaz znotraj sebe, vendar nas že kot otroke velikokrat, saj zase vem, pa tudi za veliko drugih, tako učijo, da moraš biti tak priden, da se on ne bo razburil, kaj bojo sosedi rekli, kaj bo mama rekla, da ne bo tale, pa da bo Toršica zadovoljna, pa tako naprej. Skratka, ta še nerazvit lokus zavedanja, kdo sem jaz, neha biti pomemben in se namesto tega fokusiramo na to, kaj nam drugi zrcalijo. In se dobesedno ko v špeglu gledamo v drugih ljudeh, ampak drugi ljudje so drugi ljudje. Oni imajo svoje motive, kaj v nas vidijo, in niso, ko bi rekla, verodostojno ogledalo. In odvisnost od odnosov pomeni, da svoje življenje, motive, ideje, kaj bi bil, podrediš temu, kaj drugi hočejo od tebe. A je to lahko v eni točki zadovoljevanje potreb drugih pred svojimi lastnimi? Ja. To pomeni ne zato, ker sem jaz tako dober, ampak zato, ker ne morem prenesti kritike ali strahu pred zapuščanjem. In bom ustvaril cono, v kateri boš ti zadovoljen. Vse bom naredil, da me ne zapustiš. Da ne bo konflikta. Ja. Da ne boš dvignil roke name. Karkoli že je, ampak v bistvu tvoje vedenje postane odraz nečesa, kar ti misliš, da drugi hočejo od tebe. Ne več. Ne pa tega, kaj ti bi želel. To je pa dosti univerzalno, če sva iskrena, ne? Ni to tako ali pa ultimativno, ne. Ja. Ja, na koncu koncev je to, kako bom danes stopil v dan. Ja. Na kakšen način se bom, ne. Zdaj, če sva govorila o partnerskih odnosih, greva lahko spet na odnose v službi, greva lahko v odnose s prijatelji. Ni važno, ampak glejte, partnerski odnos dveh odvisnikov, v katerih obadva mislita, da vesta, kaj on hoče, in obadva špilata tisto, ko bi rekla, tisto vlogo, ki naj bi jo partner hotel, pa ne, da bi sploh vedela, kaj partner hoče, ker partner ne pove, ker je on tudi odvisnik. In zgrešita svoje življenje en ob drugem in na koncu sta jezna, razočarana, izpraznjena, malodušna, a ne? A to relacijo, Sarja, lahko prepoznamo tudi v odnosu, ne vem, do staršev do otrok ali pa staršev? To je treba z malo, rekla, zdrave pameti vzeti. Otroci so normalno odvisni od staršev v odnosu
In na neki način je to odvisnost od odnosov kot neki sindrom, če ga tako imenujeva, pravzaprav regresivno vedenje teh ljudi, ki niso zmogli odrasti, čeprav so v odraslem telesu, se še vedno obnašajo, kot da bi umrli, če bi jih mamica ali pa žena zapustila. Ne, se pravi, nimajo zavedanja o tem, da so sami zmožni živeti, rabijo nekoga, ki jih bo podpiral, tudi če jih sovraži, tudi če je alkoholik, tudi če je narcisist ali pa nasilen. Važno je, da je, ker jaz sam ne bi preživel. In to na neki točki zelo skregano z logiko in z lastnimi interesi. Jaz sem sebe imel občutek, da sem blazno postavljen, ne pa da so mi jasna pravila A pa B pa C, ampak se mi je zdelo, da sem šele s slovesom moje mame, ne, pravzaprav začutil to osvoboditev oziroma razbremenitev tega občutka želje po ugajanju oziroma zadovoljevanju njenih potreb. In se mi je zdelo, da se v bistvu v resnici do njene smrti nisem tega dotaknil oziroma tega zmogel. A je to tipično, a se to dogaja ljudem, ali mislite, da ta prehod... Ne, ravno obratno. A res? Ravno obratno, ko starši niso več živi, so še bolj, ko bi rekla, ultimativni njihovi zakoni. Aha, njihova pravila. Ja, zato jaz ljudem čim prej poskušam razložiti, da ko govorim o mami in navezanosti na mamo, pa so oni stari 40 let, ne gre več za ono gospo Fransko, ki je pač taka, kot je, ampak da gre za njihovo notranjo osebo, za neko, dejanje ljubezni otroka je, da si mamico znotraj naredi, da narediš eno psihično strukturo, ki jo pol projiciraš v druge ljudi. Ne, tako kot lahko recimo, to se mi zdi dobra primerjava, imaš plišastega medvedka, pa si star 2-3 leta, ne, in naenkrat imaš izkušnjo, ta medvedek ima mene rad. Ne, prav pristno to začutiš in ga vlačiš povsod in naprej. To pomeni, da si nekaj svojega, neki del psihe začel videti v tem medvedku. Zdaj, mi smo pa vsi en drugemu plišasti medvedki ali pa kakšna hujša stvar, ne, se pravi, to, kar ti narediš v ljubezni do staršev, je neka notranja podoba v transakcijski analizi, ki je oblika psihoterapije, temu rečemo starš, a ne, se pravi, ta starš je lahko negujoči, še večkrat je pa kritičen. Ker če je negujoči, ni nič narobe, ampak če je pa pretirano kritičen, je pa lahko zelo, zelo narobe. In potem pride do tega, da ti recimo partner reče: ti si me tako pogledal, to pomeni, da me kritiziraš, da me ne ceniš, da ne vem kaj misliš, kako sem jaz grozna. Ti pa sploh nisi tega mislil. Ampak to moja refleksija. Ampak si bil medvedek. Razumem. Kaj pa, prej ste rekli o prezahtevnih, kaj pa preveč pasivnih, ne, osebnostih v naših življenjih? Če je nekdo odsoten, če je nekdo čustveno odsoten, mislim, ne? Ali partner, ali starš, ali ne vem, nekdo, ki nam je blizu, pomemben. A je ta pasivna prisotnost tudi moteča? Je in je zato še toliko bolj moteča, ker je težko vedeti, kaj te sploh boli. Ne? Ignoranca, se pravi, otrok rabi starša in če ga rabi, pa ga ni, je tam nekaj manjka. Ne? In tisto, kar manjka, boli. In potem poskušaš to, kar manjka, na druge načine not prinesti, pa se čist dobro ne da. Ne? Zmeraj so neki nadomestki, ki ne potegnejo. Ne? Tako da travma zapuščanja oziroma zanemarjanja je ravno tako travma. Mnogi ostajajo v odnosih in to razložijo, da ostajajo zaradi otrok, da ostajajo zaradi premoženja.
A je to v resnici zato, ker ne zmorejo, zato, ker ne znajo? Vem, da ne moramo posploševati, ne, sem se že naučil. Sva že naučil. Ja, ampak vseeno, a bi rekli, da iščemo neke druge, da ne rečem izgovore za to, da opravičujemo neko svojo nekonsistentnost ali pa neodločenost ali pa nemoč? Jaz bi rekla tako, ljudje imajo svoje razloge, zakaj so v določenih odnosih in, zveličavno in, v redu bi bilo, kao po naši zahodni kulturi, da je to zmeraj ljubezen. Ampak, a ne, v drugih kulturah, kjer so recimo aranžirane poroke in tako naprej, dogovorjene poroke, se tudi nekako znajdejo in pravzaprav ni videti, da bi kaj več travme bilo kot sicer. Statistično so še bolj uspešni zakoni. Je to uspešen zakon? Tisti, ki traja do penzije ali tisti, kjer se oba razvijata skladno in imata fajn kakor tok? Pa skozi gresta skozi vse A nam težave. uspeva to, a nam uspeva, da ne raste eden prehitro, eden prepočasi in Tako gre. potem čez 30 let, aha. Tisti, ki zraste, slej ko Počaka. prej potegne nekoga za sabo, ker če ne bo ostal odzadaj in potem nekako tako en drugega, dva bršljana en po drugem Plezata drug čez drugega, dobro. Ja. Prej ste sami omenili narcistične odnose, a ne, oziroma narcističnega partnerja. A sem nesramen, če rečem, da je to mogoče ena od etiket, o kateri se res veliko govori, veliko razmišlja? A sami vidite mogoče hujše odklone, ki niso povezani prav z narcizmom? Jaz mislim, da je to modna beseda, v katero se tlači prav vse. Za primerjavo povem, da ti moji odvisniki od odnosov, ki so prav na drugem delu spektra, oni bi vse za druge naredili, a ne. In potem začnejo okrevati in se začnejo bati, da so postali zdaj pa narcisistični, ker skrbijo za sebe, pa Postavljajo tudi kdaj se, ne. rečejo ne. Drugače, na ta način, kot se ta izraz uporablja, po internetu masivno gor in dol, pa po raznih blogih in tako naprej, to ni resno. In je pravzaprav škoda, da se s klinično diagnozo tako, Popeljejo. govori. Ne, veliko bolj bi pač se dalo to opisati z drugimi besedami, to je pač popularno. A se vam zdi prav, da ste kritični v resnici do take zlorabe, če lahko uporabim to besedo, ali pa napačnih interpretacij, nečesa, kar je popolna doktrina ali pa popolnoma jasno? Da komercializiramo, da uporabljamo neke fraze. Diagnoze v principu so medicinska zadeva, so klasifikacija je tako debela bukva, v kateri piše vse, kar so diagnoze, in to se sprejema na nivoju Svetovne zdravstvene organizacije ali pa v Ameriki imajo svoje klasifikacije, DSO, DSM, in, tam not piše, kaj pomeni. Vsi ostali pomeni so pa samo popularna psychobubble, ke rečejo, ne. Celo tudi neki prodajni Tudi bi rekli moment. nevroza pa nervoza se je včasih zamenjevala ali pa kaj takega, a ne. Tudi beseda travma se na tak način, pravzaprav zlorablja in s tem izgublja pomen. Ne loči se več, ali je nekdo bil spolno zlorabljan, v zgodnjem otroškem obdobju dolgo časa, ali je nekdo bil pač v šoli, ke je bil bolj mali, pa ga niso upoštevali, pa je bil zaradi tega, travmatiziran, ne. Drugačne so posledice in drugače se s temi ljudmi, ravna. Fajn pa je, da se govori o travmi, zato ker, čeprav je to zdaj moderno in povsod, ampak včasih pa tega zavedanja sploh ni bilo. In se je bilo treba boriti še pred, ne vem, 15 leti, trauma informed rečejo zdaj, ne.
Mogoče so šli v drugo skrajnost, pa se bojo zdaj, nekako uravnotežili okoli tega. Ampak prav je, da se zavedamo, da naša vedenja lahko druge ljudi zelo, zelo hudo, zaznamujejo, sploh pa, da se zaščiti ranljive otroke pred takimi, neumnimi postopki, kot so tisti, parkeljni. Pa tako. A je za žrtev pomembno soočenje z rabljem? A je za žrtev pomembna konfrontacija z osebo, ki mu je povzročila pravzaprav situacijo, v kateri je začela rasti ali pa funkcionirati travma? Ko pridejo k meni ljudje, je to že 20 let mimo. Prej nisem do konca povedala, a ne, da rekla sem, da travma, spomin na neki način okvari, ampak te stvari vseeno se nekje v nas zapišejo in značilno je, da pač ti naši obrambni mehanizmi 20, 30 let lahko dobro držijo to pod gladino zavesti, pol pa začne nekaj butati ven in takrat pridejo ljudje k meni. Takrat je, a ne, recimo, zato se je šlo recimo pri tem, ali zastarajo ti, zločini in tako naprej, ne. Lahko, da zakonsko zastarajo, lahko je tista oseba, ki je to naredila, že davno šla mimo, ampak za osebo, ki pa je travmatizirana, pa nikoli ne zastarajo. Ona ostane zamrznjena v travma času in del nje ostane tam. In zato se ne more več celostno razvijati, slej ko prej pa v bistvu to, da en del sebe je pustila tam, en del pa je šel naprej, postane tako moteče, da se začne vse rušiti in potem se pride v terapijo, ne. Zdaj soočiti s tem, to ni primarno, kar bi, zato ker, Kar bi bilo potrebno? ne. Po 30 letih, po teh dogodkih ni več problem travma, ampak stališča, ki jih je ta oseba o sebi pa o svetu sprejela zaradi te travme. In ta stališča so njena in soočenje s to osebo ne bo spremenilo. Je fajn, da se reče, v bistvu, del bremena tej osebi pade dol, ker drugače se krivi, da je sama kriva, ker ni, mislim, takle otrok ni rekel ne odrasli osebi, ne. V tem smislu je koristno, da ne pridejo storilci preveč gladko skozi, ampak travmatizirana oseba ima veliko dela s sabo in ne rabi se še z onim ukvarjati, to naj naredijo organi pregona. In svoje boje, ne? Ja, ja. To tako ste rekli, kaj vse se v teh 20, 30 letih v tej osebi komunicira. Je pa še ena stvar, ki je zelo, vpliva na to. In sicer, v veliki večini primerov je to tudi oseba, ki jo ima ta žrtev rada. Zato, ker majhni otroci praktično so v družinah ali pa v širših družinah in ljudje, ki so okoli njih, so tudi navadno storilci. To niso kakšni ljudje iz belega kombija ali pa kaj takega, ne. To so ponavadi ljudje, ki jih ima otrok tudi rad, ki jim zaupa, ki jim, verjame, ko mu povejo, da te stvari, pač so najina skrivnost in tako naprej. Tako da je ta, glavni problem osebe, ko je pol odrasla, da ljubezen povezuje z nasiljem, ne. Da to sprejema kot. Da je to normalno. Tisti, ki te ima rad. Ko rečejo v Fužinah, tisti, ki jo ima rad, jo tepe. To sem slišala večkrat, nisem si sama izmislila, ja. Še kje drugje. Kaj pa ti sostorilci, ne, mama, ki je vedela, pa je rekla, naj bom tiho, ne, pa mama, ki je vedela, ali pa stara mama, ki je slišala, pa je rekla, da moram biti tiho, ne. Kako pravzaprav ti kot sostorilci, ne, kakšno vrednost jim dajeva?
A je možno, da nekdo sostorilcu celo bolj zameri ali pa? Večinoma je tako. Večinoma je tako in tudi, zanimivo je tudi pri alkoholizmu v družini, ko ni nekega, rekla, storilca, ampak je pač ta dinamika alkoholična bila v družini, se ponavadi spominjajo odrasli otroci očeta kot ali pa alkoholika kot dobrodušnega, prijaznega, razen takrat, ko je bil pijan, tisto se pa itak diskvalificira pa ne šteje. Ampak mami so pa zamerili, ker jih ni stran odpeljala. Zaščitila. Ja. Koliko pa je v naši zavesti to, da, prej ste me, ke sem hotel reči, pomesti pod preprogo, a ne. Ja. Mi se težko, kot posameznik se težko soočam, ker ne vem, kaj lahko jaz za vas naredim, a ne. Ko sem bil priča dogodku, ko se naredimo neumne, ko slišimo zgodbo pri sosedih, ne slišimo prav dobro, ko se to zgodi nekomu našemu najbližjemu, ker a je to sram, a je to zavedanje, da ne vemo, kaj narediti. Ja. Ampak vseeno, jaz bi tukaj starše izvzela. Starši so odgovorni za otroka. Ne morejo kar pogledati stran, če je kaj narobe. Če sami ne zmorejo, morajo pa pomoč poiskati. Ne, na srečo je to zdaj možno, verjamem pa, da včasih ni bilo to tako dostopno, kot je zdaj, a ne. Teh stvari je kar veliko. In veliko ljudi je od tega, mogoče ravno to, ko sami sebi govorijo: "Saj mi ni nič, saj ni imelo nič posledic, saj ni nič hudega, saj sem jaz čisto v redu." Medtem mi pa življenje razpada. In ko to ozavestim, ko to sprejmem, ko že v bistvu vidim, da posledice te zgodbe uničuje moje življenje, preberem in, začnem razmišljati o programu, Ja. da ne bom rekel pomenkovalnici, ampak o programu, ki pa je zelo, zelo zahtevno. Pravijo, da Sanja je brezkompromisna, če igraš igro, jo igraj, ali pa srečno kekec. A sami dojemate sebe tako ali? Kot prvo, da smo si na jasnem, mogoče sem v svojih 35 letih dva, pacienta, prosila, da naj zapustita program, se pravi, ni to srečno kekec. A sami ne obupajo? Če sami obupajo, je to pa nekaj drugega, ne, to pa ni zdaj, da jih jaz odslovim, Okej. a ne. Zasvojenost in te stvari, travma, to so resne stvari in s kamilcami in z božanjem se jih pač ne da ozdraviti. In morajo biti, ljudje dobimo izkušnje ponavadi, kadar nekaj težkega, premagamo. In moram reči še to, ta element nisva zdaj še nagovorila, ampak travma in zasvojenost naredi fizične, fiziološke in, pač v obliki možganov se to zapiše in to ne moreš samo odpihniti stran, a ne. Tako kot ne moreš ti, dvakrat iti v fitnes pa pričakovati, da boš imel bicepse. Možgani pravzaprav so na isti način narejeni. Tisto, kar uporabljaš, tisto se krepi, tisto, kar ne uporabljaš, hopefully zbledi. Ampak, ker pri zasvojenosti si ta postopek bog ve koliko tisočkrat že uporabil, ni dosti, da zdaj en mesec si pridem, pol bo pa vse v redu. Je treba spremeniti korenito način življenja, odstraniti provokativne faktorje, zagotoviti si, da imaš doma, mir, da lahko v bistvu poskrbiš zase, tako kot bi zdravi ljudje poskrbeli zase itak. Ampak še enkrat vas peljem na ta program, Ja, ne. kar. Razumem, se strinjam, da kamilice ne pomagajo, božanje tudi ne. Kaj pa pomaga? Kadar imam za zbirati med sočutjem pa, spodbudo, izberem spodbudo.
Za sočutje bo čas, ko ne bo več gusto. To ne bo vojna. Ne, ko ne bo vojne. Spodbuda, da se čim prej spravijo na varno, da potem se lahko življenje počasi uredi, ker to od vseh stvari ali pa od vseh delov terapije je najtežji tisti, ko stojiš med vrati, pa ne veš, ali bi šel not ali bi šel ven. To te požre energije, efekta pa nekega sproti izničiš. Tako da ideja je, zdaj smo celo program naredili intenzivni program. Intenzivni program pomeni, da imajo klienti, ki so se za to odločili sami, 3-krat na teden vadbo v naši telovadnici z našim trenerjem, Orang, z utežmi, in v bistvu, kar pomeni, da se 3-krat na teden dobijo. In so so samo naši skupaj, ne, to ni nek zunanji fitnes. Še druga telovadnica, ja. Ne, da imajo povrh psihoterapije tudi to. Se pravi, če si 3-krat, 4-krat na teden povezan z okrevajočimi ljudmi, to je intenzivno. In so tudi učinki že po 2 mesecih, 3 vidni, in potem, ko ljudje vidijo, da to učinkuje, potem je to tisto, kar jih naprej pelje, ne. Telovadnico sva rekla? Ja. 2-krat, 3-krat na teden? Ja. Kako pogoste so terapije? A so to skupinske? Skupinske terapije so vsak drug teden, ampak po 2 skupaj, se pravi 2,5 ure. Tako da je, vmes so pa še delavnice, izleti, knjižni To je ena predani. skupnost, ne? Ja. Ustvarjate neko skupnost, ki je podporna, ne? Če prav razumem, drug drugemu, nekdo pa vodi oziroma pelje linijo. Tako. Skupnost je pomembna, zato ker ljudje, sploh ko imajo težave v odnosih, bojo hitro začeli, zakaj pa moramo mi imeti strožja pravila, recimo oblačenja. V skupini ne povem, kdo, kaj in kako, ampak so tudi ljudje, ki jim te vizualne stimulacije, recimo, ker so pač odvisni od pornografije, in ne bomo nosili zato mini kikle. In jaz pravim, obleči se kot za v cerkev. Ne, seveda poleti, ko vsi se bolj tako oblačimo, je to, bom rekla, kriterij strožji kot zunaj, ampak z razlogom. Zato, ker tisti zunaj ne vem kaj. Tisti zunaj dopušča precej prostora za misli, ki bi lahko zavedle nekoga v ponavljanje, v recidiv. Bodisi za alkohol, bodisi za hrano. Največji cirkus je okoli Božiča, pa potice, pa te stvari. Ja, zato jaz 1. januarja vedno začnem, ne? Ja. Ker je vsega konec, ne? Daj pa končati. Po moje malo pred 1. januarjem. Kaj pa razmišljanje, ne, da alkohol, pa ne vem, če rečem zdaj, da sam Slovenci, ampak, ne, da smo bili da smo zelo tolerantni, ne, da smo zelo razumeli, da to pa res še ni kritično, ne, to pa res se vsak spije en deci, ne, se vsak, ne, pravzaprav na ta način. Pornografija se mi zdi, da je spet ena taka zelo intimna stvar, kjer nas spet nihče ne more prepoznati, se moramo prepoznati sami, da imamo to težavo, ne. Ja. Hrano mogoče lahko gledava kilograme. Ni nujno, da se vidi. So zelo različne, mislim, ni direktne povezave. Kako pride do tega klika noter, ne, da si jaz razložim, da me mogoče moja družba, moji prijatelji ne identificirajo kot nekoga, ki ima težave z alkoholom, ali pa težavo s pornografijo, ali pa težavo z hrano, ljubeznijo do hrane. A veste, spet ste povedal kriterij, da vam drugi povejo, kaj vi ste. Ne? Človek mora sam vedeti. Ljudje, ko pridejo v terapijo, ko imajo dosti, so tako siti sebe,
Recimo, če gre za alkohol, so naredili toliko škode svojim otrokom, jih to boli. Oni imajo radi svoje otroke, pa kljub temu pod vplivom alkohola ali pa druge zasvojenosti jih zanemarjajo, jih zapuščajo, jih spravljajo v stisko in ob tem pač vidijo, da to ne gre, in nekje je tista točka, kjer rečejo: "Zaradi sebe ne morem več." Pornografija? Kje je ta breaking point, ne? Ker gre za Kot prvo to je, nasilje, nespolnost, če mene vprašate. Kot ženska seveda, se bolj, zavedam tega, da vse tisto, kar se tam gleda, je samo objektivizacija nečesa, tisti, ke samo to vidi od ženske, tisti ženske sploh ne vidi. Saj isto za moškega velja, konec koncev. In, po drugi strani je pa ta medij, v katerem pornografija, ne, to še nisva tudi nič rekla o tem, internetnem mediju, je pa tako, ko bi rekla, se že zna učiti od tega, da, forsira nekomu, ki samo neki par, kratek čas gleda, zelo hitro najde njegovo ranljivo točko in mu pol servira take. In seveda, spolnost je veliko manj interesantna kot travma. Travma ji da tisto, ost, da zažge, da postane neustavljiva. Najprej zaradi vednosti, potem pa nas travma vedno vleče tja, kjer je najbolj bolelo. Ne. In tako se meni zdi grozno, da mase ljudi zapravljajo mase časa za to, da gledajo podobice, ki so zelo povezane z nečim, kar jim je nekdo enkrat naredil, kot da bi to delali drugim ljudem, ker ženske so tudi ljudje, čisto res je. Skratka, nemoralno je. A ne, ne gre za to. Tudi če, ravno danes sem brala članek v časopisu, da zdaj pa že to avatarji ali pa te umetno sliko gor naredijo, ampak vseeno, v tvoji domišljiji, kako bi se vi kot moški počutil, če bi nekdo brez vaše vednosti, ponižujoče, erotične, fantazije o vas imel. Že samo fantazije, kaj pa šele, da bi to gledal, se ob tem zadeval, s tem ljudem in ure pri tem prečepel. To, ne pelje nikamor. Plus tega, da povzroča impotenco, zato ker, nobena ženska ne more doseči takega nivoja stimulacije, kot jo lahko internet, servira, ke izbira med tistimi slikami, ki jih ti največ gledaš. In tudi verjetno ta moja samopodoba je neizvedljiva, ne, v tem smislu, kaj gledam in česa sem sposoben. Saj, če ne greva, da ne bo izgledalo zdaj neko moraliziranje, ampak saj je isto tudi z virtualnimi odnosi, a ne. To je zdaj že veliko bolj aktualno. Ljudje se kar delamo, da tisto, ko se po telefonu z nekom pogovarjaš, da je to, ali pa da samo SMS pošlješ, da je to že neki kontakt, da je to adekvatno temu, da povabiš nekoga na kavo, pa si malo vzameš čas zanj. Se mi zdi, da med korono smo doživeli, kako nam je manjkal ta pristen stik. Zdaj si ga pa kar sami jemljemo. Ja, samo se mi zdi, da je ta iluzija ravno teh socialnih medijev in tega, ne, ustvarila ta iluzija. občutek. Tam zunaj je nekdo, sicer je v Iraku, pa nujno rabi $30,000, ne, ampak me ima neskončno rad, ne. Pa še slovensko govori in tako naprej, ne. Se mi zdi, da toliko se zaljubljamo v to idejo, ne, točno to iluzijo. Zaljubljeni v sanje je naslov ene mojih knjig. A ne, da je to, ker v bistvu je pa bistvo vsega tudi ta ideja spet o meni, ne, o tem. Ja, glejte, človek mora izbirati, a bo živel v sanjah, a bo živel v svetu takšnem, kot je.
Eni rečejo temu kruta realnost, ampak je samo realnost. In tudi, če je težko in če je kruto, je to edino, kar je. Če pa živiš, pod narekovaji v sanjah, pa sploh ne živiš. Tam v bistvu v glavi premikaš neke podobice, ki nič ne naredijo. Taka življenja so jalova in tudi taki odnosi so prazni, ne. Vem, tretjič se opravičujem, ne, da ne marate posploševanja, a ne. Sem se že zbranila. Ste se že. Ampak, jaz vendarle razmišljam, a ne, da drvimo na eni avtocesti, kot družba pravzaprav, kjer so vrednote in videnje nas samih in idealizacija nečesa, kar morda v resničnem življenju sploh ne obstoja. Od tega, kako vidim sebe, kako izgledam, kako se počutim, kje sem, kakšen avto vozim, ne. A je to, a imate upanje, da vendarle kot družba, kot posamezniki vendarle še znamo prepoznati neko drugačno čutenje, ne pa neko Absolutno. napačno interpretacijo? Verjamem absolutno, da je ljubezen močnejša od iluzije in da je vsakemu od nas tako pristno hrepenenje po ta pravi stvari. In na žalost šele, ko ti obupaš, da boš ta pravo stvar lahko v življenju dosegel, potem se zatečeš k iluzijam kot nadomestku tega. Jaz verjamem v ljudi in verjamem, da, to je že duhovno prepričanje, verjamem, da te iste sile, ki silijo ljudi, da ponavljajo svoje travme, da so to tiste iste sile, ki tudi ljudi pripravijo do tega, da se odločijo zrasti skozi svojo travmo. Da bi bili boljši. Ja. Celo, to, ko ste prej rekel v okviru skupine, ki jo imam, ste rekel, imamo neko svojo notranjo kulturo. Jaz verjamem, da se velike spremembe v družbi začnejo, ko se, jaz imam 50 ljudi pod, nekako svojo tole, v tem programu. Ko se 50 ljudi dol usede in začne verjeti v izboljšanje sebe. Da je to Sila nepremagljiva. Ja, ja, zato ker gre v pravo smer, ne. Veliko je teh destruktivnih sil, saj, ne, da jih ne vidim, se pa trudim, aktivno ostajati tako, da zaupam ljudem, zato ker, tudi predstavljajte si, koliko težkih stvari človek sliši na tem mojem stolu. In, če ne bi verjela v dobro v ljudeh, ne bi mogla tega delati. Bi lahko samo škodo delala. Kako pa sama sebe na koncu dneva razbremeniva? Kako sama sebe, a lahko rečem, očistite? Ja. Ne bremen ali pa teže, ki jih prinesejo klienti v vašo ordinacijo? Še vedno mislim, da je več, kar prinesejo dobrega, kot pa tisto, kar prinesejo težkega. Zato ker spreminjanje travme v okrevanje, to je pomembna transformacija. In pri vsakemu, ke mu rata, tudi jaz dobim moč nazaj. Dostikrat v skupino povabim, bivše člane, ki so, ne vem, Uspeli. 10 let nazaj ali kaj takega. Pravim, kar pridite zraven pa povejte skupini, kako je bilo takrat pa kako je zdaj. Da vidijo tisto luč na koncu tunela, da vidijo, kakšen človek pol postane. Ker je včasih težko videti, če nimajo izkušnje. Sanja, Serenity je knjiga, ki jo je izdal ameriški založnik, a ne? Se mi zdi, da je to upgrade, ne, pravzaprav vsem tem knjigam, ki smo jih brali mi. Zdaj vas bodo brali, lahko tudi izven naših, ne, vi ste tudi predavateljica, ne samo pri nas, tudi v tujini. Kako ste pa tule slišala ta klic
da stopiti izven tega okolja. Jaz sem študirala, v ZDA pri, enem glavnih tehle strokovnjakov, ki je v bistvu pojem, seksualne zasvojenosti, klinično nekako opredelil in dokazal pri doktor Patricku Carnsu. In tam sem se srečala z pač drugimi ameriškimi in tudi iz drugih delov sveta psihoterapevti, ki so se prišli tja učit. In nekako seveda se malo primerjaš, ne, in na koncu je izpadlo celo tako, da me je doktor Carns povabil, da v New Yorku predavam o tem, kaj mi delamo tle. In je bilo tako, ne, nekako, če konkretno povem, to, kar je Rugel pred, jaz ne vem, koliko je to, že 25 let je bilo, ko sem bila jaz tam, pa tega je 35 let. Se pravi, pred 60 leti je on uvedel tek kot terapijo. To zdaj izumljajo. Ne, mi smo pa to že Mi smo imeli. pa že odtekali. Mi smo, zdaj imamo že fitnes. Ja. Skratka, imamo neke zelo dobre temelje in jaz sem se enostavno hotela sprobati na tem mednarodnem parketu, ker, iz teh knjig sem se učila, jih imam tam na stotine na moji polici, ki sem jih, brala, ko še niso bile prevedene, zdaj je marsikatera že, takrat pa niso bile. In sem rekla, da jaz vidim, kaj lahko napišem. Sem pa jo napisala v angleščini, nisem jo dala prevesti. Zato, ker sem hotela svoj, avtentični glas noter, Svojo ohraniti. strast, ne? Ne, prav način, kako poveš stvari, se mi zdi, da je tisto, kar je pri tistem, ki piše, najpomembnejše. Sem dala poskusno prevesti eno poglavje, pa sploh ni bilo isto, kaj bi jaz rekla. Ali pa na kakšen način, kaj bi Ja, znala. pa sem se pa sama lotila. Doktor Rozman, jaz mislim, da bi midva lahko imela 33 epizod oziroma 33 nadaljevanj. Neskončno sem hvaležen, da ste bila moja gostja. Moji prijatelji v Avemedu, ki mi pomagajo, da lahko delam, da lahko klepetam, da se lahko pogovarjam. En B-kompleks za zdajle, ena lepa kremica za ta čas, Okej, hvala eno lepa. darilo pred božičem, če sva ga že omenjala. Ja, saj, hvala. In, res sem vesel in si bom dovolil še kdaj zavrteti telefon pa prositi, če pridete kaj deliti, z menoj in, poslušalci, tako da hvala lepa in Zakaj pa ne? Ker jaz sem tudi hvaležna za priložnost, da lahko povem svoje stvari na tak način, da niso, bom rekla, da se tako slišijo, kot jih jaz želim povedati, no. Tako da ta svoj avtentični glas ohranim. tako kot v Serenity. In to je meni priložnost. Hvala lepa. Hvala tudi vam. Hvala, srečno.